V Medvoškem tednu mobilnosti parkirišče dano v uporabo, obiskujemo gradbišča, spoznavamo zgodovino, za več zelene energije, 40 let lovskega pevskega zbora, fotopogled na begunsko krizo, odprta galerija pod Kozolcem. Lepo pozdravljeni! Z današnjim dnem brez avtomobila se je zaključil Evropski teden mobilnosti, v katerega se je prvič vključila tudi občina Medvode. Osrednji dogodek je bil ravno danes, ko je v center prikolesarila delegacija gorenjskih županov in predstavnikov direkcije za infrastrukturo. Več o tem dogodku v prihodnji oddaji, danes pa o ostalih dogodkih Medvoškega tedna mobilnosti. No, v prvem delu ga je zaznamovalo predvsem slabo vreme. Vse do srede je torej ostalo bore malo od načrtovanega, da za motorni promet zaprto središče Medvod postane cona za pešce, ulični prostor s stojnicami in prireditvenim prostorom, kraj srečevanja in aktivnega življenja brez motornih vozil. Muhasto vreme je naredilo svoje, tako da je peš cona vsaj v petek na prvi dan tedna mobilnosti več ali manj samevala. V soboto pa so za nekaj malega dogajanja poskrbeli tudi gasilci. Vključujemo se s prikazom gasilske opreme našega prvega posredovalnega avtomobila, kaj vse imamo v njemu in kako pomagamo ljudem v stiski, v požarih, nesrečah elementarnih in tako naprej. V nedeljo so člani kolesarskega kluba Medvode imeli namen ostale Medvoščane popeljati na kolesarski izlet od središča Medvod po dolini reke Ločnice. Žal pa so na štartni točki ostali sami, čeprav v lepem številu in ob spremstvu policista na kolesu. Zato je bil njihov cilj Katarina. In kako varna je pot tale za kolesarje na Katarino od tukaj, kjer se sedaj nahajamo? No, za kolesarje ni preveč varna, ker ni kolesarske steze. Čeprav je pa tako, cesta je slaba, po Ločnici, letos so sicer nekaj, moram pohvaliti, popravili, ampak čisto premalo bo treba še mečken. Predvsem bi mogli bolj avtomobilisti biti obzirni, ker posod tudi ne more biti kolesarska steza, kolesarje pa ne cesta. Tako da vozniki so tisti, ki morajo paziti. Kot kolesar, kaj bi predlagali za to celostno prometno strategijo? Kolesarske poti vsaj v medvoških vpadnicah, to se pravi Škofja Loka, Kranja in pa potem nadaljevanje proti Ljubljani. Če bi se to realizirali, pa bi bilo res fajn, takrat bi se pa tudi v Ljubljano več ljudi vozili s kolesom. V ponedeljek spet več ali manj mrtvilo. V torek pa so si občani lahko ogledali in se seznanili z metanbusom, ki je opravil tudi jutranjo vožnjo. Predstavnike občinske uprave je odpeljal na slavnostno odprtje prvega park and ride parkirišča ob Barletovi cesti ali lepo po slovensko. Parkiraj avto in se v Ljubljano ali Kranj ali Škofjo Loko odpelji z javnim potniškim prometom. Včeraj so bile še odpravljene vse pomanjkljivosti, tako da z današnjim dnem imamo tudi uporabno dovoljenje za to novo parkirišče. Ki je kolikšno? Pridobili smo 23 parkirnih mest za osebna vozila plus eno za invalide. Hkrati smo zarisali še 8 parkirnih mest za motorje in pa postavili smo kolesarnico za 10 do 12 koles. To je naložba v kolikšni vrednosti? Pogodba je bila vredna 50 000 evrov, zdaj imamo še končni obračun, tako da bo znesek še celo majčkeno nižji. Mislim, da se Medvode ne samo s tem tednom mobilnosti, ampak tudi z vso infrastrukturo počasi približujejo mestom, kjer v ospredje postavljamo ljudi, ne pa avtomobile. Trenutno je tole parkirišče še brezplačno, vendarle dolgo časa ne bo. Seveda, vsa sodobna mesta poskrbijo za to, da dobijo motorni promet na tisti del, kamor si ga želijo. Najenostavnejša regulativa na ta način je, da se uredi plačljivo parkirišče. Kakšen način in kako ta trenutek še iščemo, predvsem rešitve, ki bi bile prijazne tudi občanom. Predvsem občanom, ki prihajajo z tega konca, torej iz Polhograjcev, iz vasi, kjer ni javnega prometa, da bodo lahko koristili to parkirišče in pustili svoje kolesa, motorje in avtomobile na tem parkirišču.
Slavnostni trak je poleg podžupanje Darinke Varovšek prerezal še podjetnik iz Preske, Matjaž Prek, najemnik prostora za prvi drive in kafe kiosk v Sloveniji. Ali drugače, gre za način postrežbe, medtem ko sedimo v avtu. Nekem zapletu, ki se je zgodil nehote, se je pač zgodilo, da smo eno leto bili zaprti. Zdaj smo spet odprli, to je pač uresničil nekih mojih sanj, želja. Pač hkrati bi se rad zahvalil vsem, ki so mi stali ob strani, še posebej občinski upravi Ili Ljubljana. Tako da, ja, neko izpolnitev želja, da pač nekako realiziramo neko mojo idejo, ki je pač rasla v moji glavi že nekih 8 let. Tako da zdaj končno je iz unga, ki je bilo slabo, na koncu ratalo veliko boljše, kot je bilo prej. Tako da še enkrat hvala vsem. Spomnimo, Matjaž Prek je prvi drive in kafe kiosk postavil že avgusta 2014 na takrat makadamskem parkirišču, za katerega pa so inšpekcijske službe zahtevale, da ga občina Medvode vrne v prvotno stanje, saj je šlo za črno gradnjo. Tako je usodo parkirišča delil tudi najemnik prostora za kiosk, ki je v prvem letu obratovanja postregel kar 30 000 kav in na nekaj podobnega računa tudi po letu dni prekinitve. Med tistimi, ki so se v tem Evropskem tednu mobilnosti bolj angažirali, so predvsem medvoški knjižničarji, saj so pripravili številne aktivnosti namenjene tudi osveščanju varnosti v prometu. Gostili so različne predavatelje, ki so razpravljali o zelenih tehnologijah in varnosti na cesti. Ganljivo izpoved je z gosti delila 29-letna Taja, ki je prometna nesreča spremenila življenje za vedno. Svojo knjigo z naslovom Številka trenutno ni dosegljiva pa se je predstavila v torek. V torek so bili prostori knjižnice namenjeni osebni zgodbi Taje Metličar, ki je energična 29-letnica in človek ne bi nikoli rekel, da je pred 9 leti prometna nesreča popolnoma spremenila življenje. Svojo zgodbo začne takole. Prometna nesreča, katerih je letos zelo veliko, ampak govorimo samo o številkah. Ne, ljudje smo. In ne moremo tega dati v številke. Peljala sem se domov na ustni del izpita mature matematike, se je zgodila prometna nesreča, krivec sem bila jaz. Prvi ljudje, ki so se ustavili, so mislili, da nisem niti preživela, ker niso niti mogli priti do mene. Potem so me seveda peljali v klinični center in potem je bilo samo ali ja ali ne. Po 7 urah operacije so sicer povedali, da sem preživela, ampak da je šlo vse pod vprašanjem. Bila sem klinično mrtva, poškodbe možganev, zlom cele desne strani, ne vem točnih podatkov, ker me niti po pravici povedano ne zanimajo, da bi jih morala točno vedeti. Bila sem tudi na invalidskem vozičku, dejansko rodila na novo. Usodna nesreča jo je oropala skoraj vseh spominov in prikovala tudi na invalidski voziček, ki pa ga je s trdim delom ob pomoči staršev, brata in prijateljev zavedno pustila za seboj. Na novo se je naučila govoriti, brati, pisati, celo čutiti. Dnevi in tedni vaj, tako fizičnih kot psihičnih, so obrodili rezultate. Danes z nasmehom na obrazu razloži, da so se ji prioritete v življenju izjemno spremenile. Na vse gleda s pozitivne strani in sebe postavlja na prvo mesto. O svoji nesreči in življenju po njej je napisala tudi knjigo. Naslov ima Številka trenutno ni dosegljiva, ker je res, ker ko me je oče klical, kje sem, tistega dne, je bila številka nedosegljiva in zato nosi tudi takšen naslov in zato je boljše imeti kar skozi prižgan telefon in si vedno dosegljiv. Življenje zajema s polno žlico. Danes sodeluje z zavodom Varna pot, 9 mesecev je potovala po Finski kot prostovoljka in tam tudi odkrila svoje poslanstvo. V Slovenijo želi pripeljati otroški vozni park, ki malčke že od ranega otroštva uči pravilnega in varnega obnašanja v prometu. Zaenkrat je naletela na gluha ušesa, vendar upa, da bo našla nekoga, ki ji bo prisluhnil in ji pomagal pri izvedbi projekta. S predavanji po Sloveniji želi predati posebno sporočilo. Da takšnih zgodb ne bomo več poslušali. Da je to moja zgodbo poslušajmo, ker se je pač srečno končala in še vedno je srečna, ampak takih zgodb ne želimo več slišati. Predavanje energične Trboveljčanke je potekalo v prostorih knjižnice Medvode, tokratna zgodba pa je bila povedana pred skromnim občinstvom.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti so člani Rotary kluba Medvode v občinski knjižnici predstavili projekt Rotary Rejli po zeleni Keltiki. Gre za projekt, v sklopu katerega so odprli številne električne polnilnice, tudi tisto, ki lahko vidite in koristite v Medvodah. Nekaj zanimivosti o zeleni tehnologiji je zbranim delil tudi nekdanji šampionski rejli voznik in inštruktor varne vožnje Brane Kuzmič. Evropski teden mobilnosti gre proti koncu tudi v naši občini. Številne aktivnosti so bile na voljo vsem občanom. Tako so v ponedeljek v Medvoški knjižnici tematski večer namenili zeleni tehnologiji člani Rotary kluba Medvode. Letos smo že sodelovali pri zbiranju odpadnih telefonov. Akcija je bila zelo odmevna, tudi uspešna. Z občino smo se pa dogovorili za postavitev električnih polnilnih postaj za avtomobile, ki je tudi z veseljem danes bila predstavljena. Namreč ni samo dovolj, da je Rotary klub zainteresiran za zeleno mobilnost, za zelene projekte, moramo imeti tudi sogovornika. V tem primeru smo dobili izvrstnega sogovornika na občini in je ta projekt bil zelo uspešno zaključen s postavitvijo prve polnilne postaje električne v Medvodah, ki se nadaljuje po zeleni Keltiki vse do Bovca. Zanimivo predavanje je imel tudi Brane Kuzmič, šampionski voznik rejlijev in inštruktor varne vožnje z naslovom Evropski teden zelene mobilnosti, kje je trenutno mesto in kje je perspektiva električnih avtomobilov. Ta razvoj v Sloveniji bolj diktira Evropska unija. Ona izdaja te direktive, prvi so na sveti ali pa, ko bi temu rekli, ne prošnje, ampak navodila, ampak tako, predloge, ampak zelo kmalu bojo prišli pa tudi zahteve, se pravi Evropske unije, ki bo zahtevala od vsake svoje članice, da se bo ravnala po njih. Mislim, da je Evropa glede tega še najbolj stroga, če gledamo tudi po ostalem, je njihovi evropski zakoni po izpuhih, se pravi iz ekologiji, izpuhov, pa to so veliko nad svetovnim povprečjem, se pravi, kar mnogo avtomobilov, veliko avtomobilov, avtomobilskih znamk jih v Evropi ne smemo prodajati za prevelikih izpuhov, ki jih prodaja cel svet, razne Evropane. Tukaj ima zelo stroge. Pravi, da Slovenija počasi sledi v Evropi in medtem, ko se v nekaterih skandinavskih državah že govori o prepovedi prodaje dizelskih avtomobilov, mi odpiramo prve električne polnilnice. Kuzmič je sicer znan rejli voznik in spomini na stare čase so še zelo živi, zaveda pa se, da so pomembni premiki v glavah ljudi. Jaz sem bil pol življenja najhitrejši, ne. Se pravi, sem res, če pogledam res nazaj, ko sem še bil evropski prvak, moj avto je na 100 km ponudil 120 litrov bencina, ne. Pol vemo, kako je bilo to nesnažnje takrat. Seveda, z današnjo tehnologijo je to vse drugače. Ista moč motorja dobimo z 10 litri že, ker smo takrat 120 litri, se pravi, tehnologija je strašansko naprej. V glav spremeniti bo treba pa začeti kar takole, prvo doma, vrtci in pa šole. To gre postopoma. Če pa vemo, da otrok doma, ki se rodi, pa da gre v vrtec 1 let, 2 let star, pa da pride iz vrtca v osnovno šolo, pa pol v gimnazijo, pa to, da je to 25-30 let, toliko časa bo tudi trajal, ampak mi moramo dan začeti. Prvi korak smo že storili, pravi, počasi pa bodo prišli tudi večji premiki, ampak za vse to je potreben čas. Po Medvodah je odprtih še kar nekaj gradbišč, manjših za občinski proračun, pa toliko večjih in pomembnejših za kvaliteto življenja krajanov. Tokrat smo se odpravili v krajevno skupnost Seničica Golo Brdo, kjer se je občina odločila za ureditev meteorne kanalizacije in asfaltiranje dela makadamske poti, ki ob velikih nalivih postane vse kaj drugega kot prevozna in varna javna pot. Dela na prvih 220 metrih od skupaj 520 metrskega makadamskega odseka ceste od Slavkovega doma do cerkve na Golem Brdu
so se začela pred dobrimi 14 dnevi. Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba, ki se je pri predhodnih 3 naložbah v letošnjem poletju dobro izkazala. Vrednost pogodbenih del pa je slabih 50 000 evrov. Zdaj v tej fazi poteka izgradnja meteorne kanalizacije, se pravi tega glavnega kanala. Težav sicer ni razen terena, ki je sam po sebi na določenih mestih trd, po domače rečeno, in ga je treba nekako spikirati. Kar se tiče pa samega izvajanja del, se pa pač dela upravljamo krožno vožnjo po gradbišču, tako da se v bistvu gre kar v redu. Gre za makadam na javni poti, ki ga je bilo najtežje in seveda najdražje vzdrževati. Ob vsakem večjem deževju je namreč voda s cestišča v dolino sprala pesek in za seboj pustila nekaj, čemur se je težko reklo cesta. Temu odseku makadama se ne morejo nikakor izogniti prebivalci vsaj 10 stanovanjskih objektov in po njem vozi tudi šolski kombi, kadar je to seveda bilo mogoče. Večkrat kot prevozna je bila cesta zgolj prehodna. Predviden je 200 metrov kanalizacije meteorne in pa obenem potem, da zadevo pokrijemo, asfalt. Odvodnjava se za samo kanalizacijo premera FI 300 pa FI 250. Ob robu imamo še večji del drenažo, potem pa rešujemo še samo površinsko vodo s LTŽ vodenicam. Predvidoma za drug let je tista razlika, kar ostane slabih 300 metrov. Seveda je to pogoj, da se sprejme občinski proračun za 2017 in 2018, ko predvidemo novembra v potrditvi. Tako da, če bodo zadeve zlaufale, bi prihodnje leto prišli do konca v bistvu. Prvi del reševanja problematike je bil izveden že v prejšnjem mandatu, ko je bila urejena meteorna kanalizacija, vendar niže pod Slavkovim domom. Dejstvo sicer je, da je bila problematika te ceste v prejšnjih mandatih v proračunu občine Medvode umeščena že večkrat, pa so bila sredstva vedno preusmerjena drugam. Že večkrat je bila narejena zakoličba trase, pa nič. Zato so bili krajani tudi na sestanku, ki ga je tik pred začetkom gradnje sklicala kar občina, saj krajevna skupnost aktivno ne sodeluje pri projektu, precej skeptični. Ne le, ali se bodo dela dejansko začela, še bolj, ali se bodo v prihodnjem letu, kot je obljubljeno, tudi nadaljevala. Padal je dvom, ali je urejanje kanalizacije in asfaltiranje zgolj prvega 220-metrskega odseka pravilna odločitev. Praviloma je vedno, da se voda od spodaj odvodnjava, se pravi, da se začne pri iztoku delati. Do tukaj so prišli v prejšnjih letih ostali sodelavci, tako da je to, kar se tiče tega praviloma. Imeli smo varianto tudi, da bi zgradili najprej samo kanalizacijo, pa pustili asfalt za drugo leto, sam bi prišlo tukaj do dvojnih stroškov zaradi samega odvodnjavanja, dejanja na višini in pa tako naprej. Tako da je to, mislim, da kar ta pravi način, ko smo pristopili k tej zadevi. Cilj projekta je urediti cesto v varno in normalno prevozno cesto z urejenim odvodnjavanjem, kar naj bi se v 2 letih tudi zgodilo, če seveda občinski svetniki ob sprejemanju proračuna za prihodnje leto ne bodo odločili drugače. Vračamo se v Medvoško knjižnico. Že prejšnjo sredo je v njej potekal 5. domoznanski večer. Tokrat posvečen predvsem goričanski papirnici. Sredi pomladi so namreč medvoški knjižničarji v dar dobili knjigo, ki so jo v goričanski papirnici izdali ob praznovanju 40-letnice papirnega stroja avtorja Darka Cafute. Slednjega so knjižničarji povabili, da nam na domoznanskem večeru predstavi bogato zgodovino podjetja, ki kljub viharnim časom še vedno posluje. Njegovo delo ljubiteljskega zgodovinarja se je začelo kmalu potem, ko se je zaposlil v goričanski papirnici, leto dni po postavitvi novega papirnega stroja. Ko sem prišel jaz v Goričane v papirnico v službo, hmal po tistem smo imeli eno proslavo in sicer, ne vem, kaj je bilo to, 225 let papirnice Goričane. Jaz sem pa malo začel spraševati, odkje pa imate kakšne podatke o tem, pa so rekli, da to vse je v knjigah. Pa sem rekel, v kateri knjigi, pa niso vedeli. Pa smo začeli malo brskati po knjigah in v bistvu
se je pokazalo, da je v vsaki knjigi drugače piše. Kot pravi ljubiteljski zgodovinar Darko Cafuta, ki je član Mednarodne asociacije zgodovinarjev papirništva, ga še vedno najbolj fascinira začetek, torej povezava med loško papirnico oziroma izdelavo ročnega papirja v vasi Papirnica pri Škofji Loki iz leta 1740 in goričansko papirnico. Johan Švererer je namreč želel proizvodnjo loške papirnice povečati, česar pa Mrzli potok ni omogočal, zato je papirnico preselil na ladjo, kjer je ob Sori našel mesto zanjo ob jezu za mlin. V bistvu 3 leta je trajalo, preden je zgradil to papirnico, pa še takrat, ko je zgradil, je ni mogel zagnati, ker mu je za stroje zmanjkalo. In potem je zaprosil, bi rekel, državo, v Gradcu je zaprosil, da bi mu kaj sofinancirali, pa tako naprej so rekli, da oni so mu takrat rekli, da ta čas je pa že minil, da je v Ljubljani zadosti investitorjev, ki imajo zadosti denarja. No in res je pol našel v Ljubljani enega trgovca, Antona Domjana, in ti smo je pol še investirali nekaj denarja. Ta papirničar mu je pa vračal potem ta denar z papirjem. Delo v novi papirnici je steklo leta 1788. Prav to povezavo, ki daje goričanski papirnici pravico, da se ponaša z res bogato tradicijo, je Cafuta uspel dokazati, seveda s sistematičnim brskanjem po arhivih ljubljanskih, dunajskih, graških. Najbrž ste veliko časa preživeli po arhivih, Ste kdaj sešteli, koliko ur ste vključili v to delo? To je neka ljubiteljska zadeva, to se ne šteje teh ur, te ure pridejo pa grejo, pa jih ni več, ampak dejansko je treba potem, ko priješ v arhiv, moraš pošteno pregledati vsak fascikel, bi rekel kar od začetka do konca, kakšnega, in to gre ure. Dobro, zdaj je dosti ugodno. Zdaj priješ v arhiv, zaenkrat je še tako, vsaj v arhivu Slovenije, priješ tja, imaš fotoaparat s sabo in narediš tuk pa tuk fotografij, lahko tam na licu mesta in potem to doma pregleduješ, obdeluješ ali karkoli. Ob tokratni priložnosti je Cafuta na kratko povzel še ostale temeljne mejnike v zgodovini goričanske papirnice in na kratko predstavil novosti v tehnologiji, nove naložbe skozi čas, nove proizvode, obdobje izdelave celuloze in pinotana, nove strateške usmeritve, nove lastnike in lastniške strukture, prevzeme povezovanja in razdruževanja, v katere je bila vpeta papirnica v preteklosti in seveda njena vpetost v prostor in čas. Ob raziskovanju papirništva pa so Cafuti v roke prišli marsikateri dokumenti in fotografije, ki kar kličejo po monografiji Medvod in seveda po sponzorjih zanjo. V Medvodah obstajajo neki miti in legende, ki večina tudi niso pravilne. Zdaj v arhivih so pa odgovori. Potem ne samo v arhivih, na fotografijah, če jih poznaš, če znaš iz teh fotografij kaj zbrskati ven. Dobro, moraš imeti tudi kjer ga kaj vprašaš. Zdaj, teh, ki bomo jih kaj sprašvali, bo zmeri manj. Se pravi, da je treba čim prej to zaključiti, to zadevo, s to monografijo Medvod, da bo neki, mislim, glede na to, da so Medvode mesto danes, pa nima ene monografije, pa tudi žalostno, moram reči. Od zgodovine pa k sedanjosti. Junija je goričanski papirnici oziroma družbi Goričane uspelo s finančnimi upniki, torej bankami, skleniti aneks k dogovoru o preventivnem finančnem prestrukturiranju obveznosti družbe za obdobje 2017 do 2022. Torej aneks k dogovoru o finančnem prestrukturiranju skoraj 40 milijonov evrov obveznosti do bank. Podatek skupščine podjetja, ki je bila 1. avgusta, pa je, da je bilančni dobiček lanskega leta znašal dobrih 443 tisoč evrov in da jim je uspelo zmanjšati tako dolgoročne kot kratkoročne dolgove. In sedaj še odgovor na vprašanje, kaj se novega dogaja ob papirnici Goričane. To pa je vprašanje, ki smo ga morali nasloviti na Savske elektrarne Ljubljana, saj so konec leta 2014 kupile malo hidroelektrarno, ki jo je goričanska papirnica zgradila leta 1930 za lastne potrebe.
Nakup so v Savskih elektrarnah utemeljevali z dejstvom, da je za samo enoto Medvode elektrarna Goričane pomembna predvsem, ker je blizu, ker ima kvaliteten vodotok, v okviru problematike izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi pa naj bi na tak način reševali tudi problem prehoda Sulca čez pregrado. Vsa oprema hidroelektrarne je bila še iz leta 1931, vzdrževana le toliko, kot je bilo nujno potrebno. V podobnem stanju pa so bili tudi vsi gradbeni objekti. V Savskih elektrarnah so se zato odločili za temeljito obnovo. Z deli so začeli v začetku letošnjega leta, obnovili pa bodo odtočni objekt, dovodni kanal, strojnico in odvodni kanal ter vgradili povsem novo hidromehansko in elektrostrojno opremo. To pomeni nove jeklene zapornice na otoku, pa na temeljnem izpustu, to se pravi čistilni stroj s fino rešetko, nov generator z dvojno regulirano turbino z višjim izkoristkom in širokim področjem obratovanja. In na ta način bomo v bistvu zgradili elektrarno, ki bo moči 310 kW, letno pa bo proizvedla približno 2100 MWh električne energije. Glede na starost in slabe izkoristke obstoječe hidroelektrarne, torej v Savskih elektrarnah računajo, da se bo proizvodnja električne energije podvojila. Obstoječa mala hidroelektrarna je namreč imela le okoli 200 kW moči, letno pa je proizvedla 1 000 kWh oziroma 1000 MWh električne energije. To povečanje v bistvu gre delno na račun modernejše in sodobnejše opreme z višjimi izkoristki, predvsem pa gre na račun tudi povečanja vodnega padca elektrarne, katerega bomo povečali s prejšnjih 3,6 na 4,5 metra, kolikor nam tudi dovoljuje v bistvu vodno dovoljenje. Namreč prej elektrarna ni izkoriščala celotnega padca, kot ji ga je vodno dovoljenje omogočalo. To pa predvsem iz razloga stalno dotekajočih zalednih voda iz Sorškega polja, ki pritekajo skozi leve boke dovodnega in odvodnega kanala in tako otežujejo gradnjo. In naši predniki verjetno tega enostavno niso mogli zagotoviti, da se rešijo te vode, zato je bilo pač elektrarna zgrajena z nižjim padcem. V Savskih elektrarnah problematiko zalednih voda Sorškega polja, ki otežujejo gradnjo, rešujejo s 3 zmogljivimi črpalkami, ki delujejo 24 ur na dan in ustvarjajo pogoje za delo. Drugi pogoj za povečanje padca vode pa je tudi poglobitev kanalizacijskega sifona, ki prečka strugo reke Sore. Ta je bil vgrajen preplitvo, verjetno iz razloga, ker je pod njim skalnata podlaga in so verjetno malo varčevali pri sami gradnji. No, mi smo se tega lotili zdaj poglobitve, zato smo morali uporabiti veliko pnevmatsko bagersko kladivo, kar pa so verjetno najbolje občutili okoliški prebivalci zaradi povečanega hrupa v tem času in tudi na tem mestu bi se jim iskreno zahvalil za veliko mero potrpežljivosti v tem času. Z deli pa naj bi zaključili do konca tega leta, če bodo vremenski pogoji to omogočali. Kajti nahajamo se v območju hudourniške Sore, kateri lahko pretok naraste v nekaj urah za več kot 100-krat. S tem nam lahko poplavi gradbišče in poškoduje varovalne nasipe, to pa spet pomeni neke dodatne zamike pri izvedbi projekta. Dosedanja mala hidroelektrarna je služila zgolj za lastno rabo goričanske papirnice. Novo zmogljivejšo pa bodo priklopili na distribucijsko omrežje. V sklopu tega nameravamo tudi zaprositi oziroma pridobiti obratovalno podporo za ta vir energije in po investicijskem programu se naložba na ta način povrne v približno 13 letih. Celotna naložba je ocenjena na dobra 2 milijona evrov. Lovski pevski zbor Medvode je prejšnji teden obeležil zavidanja vredno obletnico. 40 let moškega pevskega zbora so praznovali kar v prostorih Lovske zveze Slovenije. V tradicionalnih zelenih uniformah so seveda tudi zapeli in se spomnili nekaj ljudi ter dogodkov, ki so zaznamovali ta 40-letja delovanja. Številne revije in gostovanja pa zgoščenke in menjavanje zborovodi. Vse to in še več se je dogajalo. Vas zanima, koliko njihovih članov je dejansko še lovcev?
Prav na državni praznik dan vrnitve Primorske k matični domovini so v nasedežu Lovske zveze Slovenije odprli razstavo, ki je obiskovalce popeljala po 40-letni zgodovini Lovskega pevskega zbora Medvode. Zbor je leta 1976 ustanovila takratna lovska družina Medvode. Lovski pevski zbor pa organizacijsko deluje v okviru kulturnega društva Simonjenko Medvode. V njem vse skozi prepeva 20 pevcev s pevskim repertoarjem slovenskih skladateljev, posegajo pa tudi po skladbah tujih skladateljev. V programih nastopov je zaslediti tudi tipične pesmi z lovsko tematiko s ciljem negovanja tradicionalne slovenske zborovske pesmi in varovanja kulturnih vrednot lovske pevske dediščine. Ja, v teh 40 letih se je res ogromno dogajalo s pevskim zborom. Že od samih začetkov je bilo malo težko, da se je zbor sploh ustanovil, ker sprva lovski družini ni bilo posluha, ampak potem so pa vseeno videli, da bi bilo to dobro, da se pevski zbor ustanovi, da tudi predstavlja lovce in lovsko kulturo. Potem se je pa dogajalo, vsako leto je bilo kaj novega, dogajalo so se stvari, bom rekel, snemali so se kasete, potem zgoščenke. Hodili smo po koncertih na srečanja lovskih pevskih zborov in drugistov Slovenije, kjer smo že več kot 20-krat bili. Potem so prišla z Janezom Čadežem tudi gostovanja v tujino. V svoji bogati zgodovini so zamenjali številne člane in zborovodje. Spomini na leta v zboru so prelepi, nam pove Janez Čadež, ki je v vlogi zborovodja vztrajal več kot 22 let. Ja, lepe občutke imam zato, ker gledam tele slike, kaj vse smo lepega doživeli v tem času. Jaz sem bil v tem zboru več kot 22 let in naredili smo veliko lepih stvari, človek kar malo pozabi, takole na slikah se pa spet spomni. Tako da ja, lepi občutki so na to, ampak vsaka stvar enkrat mine in obrnil sem nov list, tako da zdaj pač počnem druge stvari in opazujem, kaj se zdaj spet dogaja. Vidim pa, da so fantje še zmeraj pridni, da delajo in želim jim seveda še veliko uspeha tudi naprej. Koliko članov pa je dejansko lovcev? Dejansko imamo zdaj samo enega lovca, ampak naš program je tudi lovski. In lovska pesem je še vedno prisotna in bo prisotna. Imamo tudi lovske uniforme, tako da sodelovanje z lovci je še kako aktualno. V letu 2016 Lovski pevski zbor Medvode praznuje 40-letnico neprekinjenega delovanja, v kateri bo posnel novo zgoščenko, priredil slavnostni koncert, slikarsko razstavo v Lovski zvezi Slovenije, izdal publikacijo o 40-letnici delovanja ter izvedel koncerte v slovenskem kulturnem prostoru v zamejstvu. Nedokončana zgodba je naslov razstave Pulitzerjevega nagrajenca Srdžana Živulovića, ki jo je odprl prejšnji teden v Ljubljani, z ganljivimi podobami beguncev, ki so potovali v tujino v 3 različnih obdobjih. Med njimi seveda najdemo tudi nagrajeno fotografijo. Razstava je razdeljena na 3 dele, 3 različne begunske vale. Kako se je avtor boril s čustvi v iskanju dobre fotografije? Je sploh mogoče izklopiti čustva, ko si tako blizu človeške stiske? Avtor je z nami delil zgodbe in občutja. Edini slovenski Pulitzerjev nagrajenec, fotograf in popotnik Srdžan Živulović te dni razstavlja svoja dela v ljubljanski galeriji As. Na razstavi, ki jo je pripravila kustosinja Petra Bizil Silva, je na ogled 18 črno-belih in barvnih fotografij, ki predstavljajo 3 obdobja povezana s fotografiranjem beguncev. Spravil sem skupaj v bistvu 3 zgodbe, ki so se dogajale od 91., 92, 94 in lansko leto, pravzaprav zdaj že eno leto, odkar se je ta zgodba zgodila s temi begunci. Seveda, cel nit zgodbe so begunci. Begunci zaradi vojne, ne zaradi ekonomskih prilik ali pa zaradi česar drugega, ampak zaradi vojne. 91. sem šel na mejo med Irakom in med Turčijo, kjer se je 200.000 ljudi kampiralo pravzaprav 2000 metrov visoko, brez vseh humanitarnih pomoči.
Žal moram reči, da so bili prizori 100-krat bolj grozni kot teli lansko leto. Njegovo popotovanje z begunci je napisalo veliko zgodb. Mnoge izmed njih objektiv niti ni ujel. Fotografije, ki nastanejo v najtežjih trenutkih, se dotaknejo vsakega človeka. Kako vi izklopite čustva, sploh izklopite, kako doživljate te človeške stiske? Kako ostanete profesionalec ob takih dogodkih, prizorih? Jaz mislim, da ne izklopim popolnoma, ne? Ker ne moreš izklopiti. Včasih tudi ne dvigneš aparata, daš kakšno roko, narediš gesto, ki je mogoče vredna človeka, ne vem. Zdaj seveda so bile zgodbi mobilni telefoni, ki so vsi lahko se pač pogajali, dogajali, kontaktirali svoje domače. In seveda, če samo priložnost sem dal svoj telefon na neko skrivno varianto, da ostali niso videli, ker potem imaš vrsto, ne. Seveda tudi tle na Hrvaškem je bilo to tako, da seveda razen pomilovanja, pa mogoče kakšne besede, pa malo vode, ni bilo problem, ne. Ta stvar v Čakurki, ne, v Turčiji je pa bila veliko bolj zakomplicirana. Tam si pa sam sem spal nekje z enim šotorom od turške vojske in seveda razen 1 litra vode v 4 dneh nisem imel. Tisto hrano, ki smo jo imeli, smo si pač podelili to, kolikor je bilo. Potem je bilo pa vsega konca in seveda lahko samo pomagaš kakšno roko, kdaj kakšnemu, drugače pa ne gre drugače. V seriji fotografij lahko opazimo tudi najbolj znano slovensko fotografijo, ki je Živuloviću prinesla svetovno slavo, saj je za podobo beguncev na nasipu v Brežicah prejel prestižno Pulitzerovo nagrado. Zanimivo je, da je to šele druga razstava v njegovi celotni fotografski karieri. Prvo je imel letos poleti v Medvodah. Ogledate si jo lahko do 1. decembra 2016. Občina Medvode, Turistična zveza Slovenije in številna domača društva, organizacije in podjetniki so pripomogli k temu, da je turistično društvo Žlebe Marjeta minulo soboto lahko odprlo galerijo na prostem. Galerijo pod Kozolcem. Razstava 14 fotografij Matevža Lenarčiča, ki bi jih lahko poimenovali tudi Pogled človeka z ultralahkega letala na zemljo, bo na ogled do srede decembra. Pa smo jo dobili, prvo galerijo na prostem. Galerijo pod pred kratkim obnovljenim stegnjenim kozolcem s 7 okni in s plaščem oziroma po domače s plajšem. Ko smo obnovili ta kozolc in ko smo tudi prosili za sredstva oziroma prijavili projekt na občini kot obnovo kulturnega spomenika, ki je zaščiten, smo navedli, da bomo v tem kozolcu, da se bo nekaj dogajalo. Ali bo to razstava, ali bo to forma viva neka kiparska, v glavnem, da kozolc ne bo sameval in seveda obljuba dela dolg. Mi smo pač razmišljali in možgane krivili in toliko cajt smo jih navijali, da smo ugotovili, kaj bi radi in mislim, da je rezultat tu in da je dober. Da je bil prvi razstavljalec v nizu leteh prav Matevž Lenarčič, ni povsem naključje. S Vidmarjem se osebno pred tem dogodkom nista poznala pa sta se prek alpinističnih in ostalih podvigov. Od moje pokojne žene sem dobil za 50. rojstni dan knjigo Alpe, kot jih vidijo ptice. In ko sem razmišljal, kaj bi postavili kot prvo razstavo, bilo je več želez v ognju in to knjigo imam na zelo častnem mestu, ker mi je kot knjiga všeč in kot darilo izredno, ker sem pač hribovec, alpinist in tako naprej in mi to v duši leži. Sem zagledal to knjigo in sem rekel, Matevž Lenarčič, ravno kar je preletel okoli sveta, sem ga poklical in je rekel ja. In rekel je sam, glej, da bo tako dober, da ne bom na red padel, ker bom videl slike, če ne bojo dobre. Ne? Pa so bile. Sodelovali so namreč s preizkušenim izvajalcem, ki je že v preteklosti poskrbel, da so table turističnega društva na učni poti in po poti roparskih vitezov dobro kljubovale vsem vremenskim nevšečnostim. 14 fotografij pilota, alpinista, fotografa in avanturista, vsekakor pa okoljevarstvenika Matevža Lenarčiča, bo namreč na ogled do sredine decembra. Tole je sedaj pogled, ne pogled ptice, ampak pogled človeka z ultralahkega letala. Kdaj so nastajale, kako so nastajale tele fotografije? Nastajale so med poleti okrog sveta od leta 2002 naprej, se s tem ukvarjam.
tako da so iz različnih krajev našega planeta. Seveda ni v vsakem trenutku pogled tako lep, kot se zdi na slikah, ne. Mora biti človek v pravem trenutku na pravem mestu s pravim orodjem, ne, da lahko nekaj pokaže tudi ostalim, ne. Tako da svet je lahko lep samo za človeka, ki vidi, ne. Zdaj tisti, ki tega ne vidi, ga seveda ne zna niti opaziti, niti varovati. In potem izbor? Izbor je pa tako po trenutnem navdihu, ne, tako da vsakega malo, ne, malo hribov, malo Himalaje, malo Antarktike, tako da, ja, da se vidi, da je svet, prostor na tem svetu resnično pester, ne. V kratkem nagovoru pred odprtjem galerije na prostem, ki ga je s prepevanjem ljudskih pesmi pospremila moška vokalna skupina Fone Megale, je Lenarčič svoje fotografije umestil v lasten pogled na naravo in vlogo človeka v njem. Saj človek, tako Lenarčič, ni le humano bitje, kot nas učijo, ampak tudi hudobna žival, ki želi nadvladati sočloveka in naravo. Prav v zdajšnjem sistemu se to krasno odraža, ne. Popustila so vse zavora, ki jih je utemeljila religija, politična kultura, etika, morala in vse skupaj se nekje izgublja v boju za zmago, za prevlado, ne. Tako da v takšnem boju seveda Zemlja nima kakšne velike perspektive, resursi, kot sem že omenil, so omejeni. Na Mars bojo hodili samo nekateri, ne, večina od nas ne. In zato je sporočilo takšne razstave seveda to, ne, da moramo paziti na to, kar imamo, da se ne smemo bati ljudi, ki prihajajo mimo, ne, tudi migrantov, ne, ker smo navsezadnje vsi, ki tukaj živimo na tem planetu, migranti, vsi smo od nekje prišli. Slovenci nismo od nekdaj tukaj, smo tudi prišli od nekje, ne. Enkrat se dajmo z glave zbiti, ne, lastnino, ne, lastnina nad naravo, nad kisikom, nad zrakom, nad vodo, nad hribi, nad gozdovi je nemogoče, ne. Mi moramo pustiti, vzdrževati, skrbeti za njo, za druge generacije, ki prihajajo. Glede na bogat fotografski potencial naših krajev se ne gre bati, da bi galerija pod kozolcem samevala, prav nasprotno, je pa res postavitev tovrstnih razstav velik finančni zalogaj, zato so k sodelovanju že tokrat povabili tudi domače podjetnike in ti so z veseljem pristopili k projektu. Odlično novico pa smo prejeli tudi z 19. festivala slovenskega filma. Najvišje priznanje vestno za kratki film Dober tek življenje je namreč prejela naša občanka Urška Đukić. Čestitke. Mi pa se še enkrat vračamo v Medvoško knjižnico. Včeraj se namreč tam odvil tretji koncert v sklopu jubilejnih 40 jesenskih serenad, posvečenih Tomažu Lorencu. Ansambel kljunastih flavt Le Phoenix je publiko tokrat popeljal v obdobje Ars Nove. Flavtistkam pa se je za to priložnost pridružil še vokalist Jože Bogulin. Ansambel kljunastih flavt pod imenom Le Phoenix deluje v okviru Akademije za glasbo v Ljubljani, vodi pa ga mednarodno uveljavljena flavtistka in profesorica kljunaste flavte na Konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter profesorica na Akademiji za glasbo Ljubljana Mateja Bajt. Začeli smo v okviru Akademije za glasbo, jaz tam poučujem kljunasto flavto in ansambel pa komorno igro tudi. Punce so, dekleta so moje študentke, ena je pravkar diplomirala, tako da je že diplomantka, mlajša pa še študira, zdaj je opisala master študij, tako da smo začeli v okviru ansambelske igre na Akademiji in pač nadaljevali v tem stilu. V začetku smo bile 4 dekleta, zdaj trenutno smo 3, ampak je tudi odvisno od zasedbe, no, tako da se zasedba včasih malo zamenja glede na potrebe ali pa na glasbo, ki jo izvajamo. Včerajšnji koncert v Medvoški knjižnici so izvedli pod naslovom Il cieco mondo, o slepi svet. Tokrat smo se lotili poznosrednjeveške tematike, pravzaprav je to prehod iz srednjega veka v zgodnjo renesanso in sicer smo kombinirali Ars Novo, gotiko in italijanski trecento stil, da smo dobili še malo večji kontrast. Tukaj smo naredili to frankoflamsko gotsko glasbo s 3 kljunastimi flavtami, italijanski trecento pa smo
obogatili še s vokali. Tako da smo tukaj povabili Jožeta k sodelovanju in mislim, da je bilo to sodelovanje zelo prijetno pa produktivno. Tolkalist Jože Bogolin je sicer profesor na tolkala na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in član dua Drumartika. Poleg Mateje Bajt sta na tokratnem koncertu, kot že rečeno, sodelovali še njeni študentki na Akademiji za glasbo Kristina Martinc in Una Košir. Posvečajo se predvsem izvajanju glasbe od srednjega veka do moderne. Od tega prav zgodnje renesanse ali poznjega srednjega veka pa predvsem visoka renesansa, ki je pisana za konzort, se pravi za ansambel kljunastih flavt. Zelo veliko literature obstaja iz tega časa, se pravi 15-16 stoletje. Potem barok, baročne glasbe tudi, čeprav ta glasba je potem že predvsem tudi solistična glasba ob spremljavi akordičnih inštrumentov. Potem delamo tudi priredbe kakšnih klasičnih, romantičnih ali bolj zabavnih žanrov, tudi že modernih, in pa čisto moderna glasba, moderna klasična glasba, ki je pisana za te inštrumente. Posebnost tokratnega koncerta so bili tudi posebni inštrumenti, kopije renesančnih kljunastih flavt. Originali obstajajo v muzeju glasbenih inštrumentov na Dunaju. Ti inštrumenti so pa izdelava ameriškega mojstra, izdelovalca kljunastih flavt Boba Marvina. Seveda se od sodobne flavte renesančne močno razlikujejo. To so čisto drugi inštrumenti. Je drug način pihanja, drug način gradnje, drug način dinamike. Se pravi, inštrument zgleda zelo podobno, ampak način izvajanja je pa precej drugačen. Redno nastopajo na različnih koncertih in festivalih v Sloveniji, pot jih zanese tudi v tujino. Zelo so bile vesele povabila k sodelovanju na tokratnih jesenskih serenadah. Prijetno je tukaj v knjižnici Medvode, fina akustika, prijetna publika, tako da smo bili zadovoljni. Dante in prihoda morja je bilo vodilo tokratne vezne besede, za katero so Tino Uršič navdahnile članice skupine Le Phoenix. Ja, moram čisto mečkati zato, da naprimer letos so spreminjali datume, kdaj bo kakšen nastop, kako bojo glasbeniki imeli čas uskladili, da res ni bilo veliko časa za nekak pripravo. Tako da nismo se naprimer prej uspeli tokrat na vaji dobiti, slišati. Potem mečkam pobrskaš, vprašaš slavnega strica Googla, malo poslušaš neko glasbo, se slišiš po telefonu, tako da pa si pomagaš na ta način. Ni zmeri časa in prostora žal, letos ga ni bilo toliko, kadar pa je pa to najboljš, da se dobiš, slišiš in potem se najboljš stvari porodijo in najboljš sestavijo. Isti izvajalec v različnih prostorih. Vsake jesenske serenade so zato nekaj posebnega. In za govorjeno besedo in za glasbenike je specifika prostora. Ampak tako, da tam, kjer za glasbenike včasih bolj zveni, težje govorimo, ker se zliva zvok. In mogoče pač obratno, tam, kjer je meni lažje govoriti, je za njih presuh zvok včasih pravijo. Tako da se že sam po tej plati, seveda je pa tudi občinstvo tisto, ki mečkam pridoda nazaj. In tako vse sestav, so različni dnevi, ne vem, tudi kako luna svet, vse sestav je malo različen občutek. Ampak je tako, iz serenade v serenado, vsak večer, ko smo skupaj, je nekako bolj lušten, se bolj preplete. Priložnost za glasbeno uživanje v okviru jesenskih serenad boste imeli letos še enkrat, saj se bodo v naši občini ustavile še prihodnjo sredo. Vabljeni v cerkev svetega Mihaela v Dolu na koncert z naslovom V vrtincu. Vanj vas bo popeljal Uroš Vegel na tubi. Ljubitelji cestnega teka boste v soboto, 24. septembra, lahko prišli na svoj račun. Po Medvoških ulicah se bo odvijal 5. medvoški tek v organizaciji športnega društva EFI. Tekači in tekačice se bodo od 16. ure dalje lahko pomerili na 5, 10 in 20 km progi. Včeraj se je nadaljevalo tekmovanje v prostometnih ligah Prostometne organizacije Slovenije. Ekipe v prvi ligi, tako moški kot ženske, so se na Senici pomerili v 4. krogu tekmovanja ekipa ŠD Senica, Lotrič Meroslovje in odigrali tekmo z drugo uvrščeno ekipo ŠD Rokce z Britofa pri Kranju z neodločenim rezultatom 3-3. S tekmami prvega kola so z novo sezono odprli kegljači v slovenskih ligah. Ekipa Hidro je v prvi B ligi na domačem kegljišču premagala ekipo Radenska, ekipa Medvode pa je v 3. ligi Zahod doma izgubila s 3. ekipo Celtika.
Medvoški policisti tokrat poročajo o 4 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali. Prva se je zgodila v Medvodah s pobegom voznika, ki so ga kasneje izsledili. Na Seničici se je zaletel voznik, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo. Udeležen v nesreči je bil samo on, prejel je tudi plačilni nalog. V Medvodah še iščejo neznanega voznika, ki je odlomil polzapornico na prehodu v Preski. V Žlebah pa je prišlo do nesreče zaradi nepravilne smeri in strani vožnje, en udeleženec nesreče pa se je tudi poškodoval. V Medvodah so policisti obravnavali enega goljufa, v Zbiljah pa obravnavajo kaznivo dejanje tatvine pnevmatik. V Zbiljskem jezeru so našli pogrešano osebo. Poročilo o ugotovitvah bodo policisti podali na okrožno državno tožilstvo. Medvoški policisti opozarjajo krajane, da se ponovno pojavljajo vlomi v gostinske in stanovanjske objekte, zato vse občane prosijo, da jim sporočite, če boste opazili sumljive osebe, in sicer na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Obveščajo vas še, da bodo v tednu do 29. septembra poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov in merili hitrost vozil na območju Medvod, Preske, Sore, Pirnič, Vikrč in Smlednika. Poostreno bodo nadzirali tudi upoštevanje pravil v cestnem prometu strani pešcev, kolesarjev in voznikov v odnosu do ostalih udeležencev v prometu. Prihodnjo sredo se nam obeta prva popočitniška seja občinskega sveta, ki si jo lahko ogledate v prenosu z zamikom tudi na naši televiziji. Tudi prihajajoči vikend bo poln pestrega dogajanja, med drugim se lahko preizkusite na že 5. medvoškem teku. Kdo ve, mogoče bomo pa prav o vaših dosežkih poročali v prihodnji oddaji. Do takrat pa lepo zdrav!